bi Jezusa zvijača prijeli in usmrtili. Nikar na praznik, da ne ostane hrup med ljudstvom. Kdo si? Kaj delaš tukaj? Na dan z besedo. Vem, koga iščete in lahko vam pomagam. Res? Kje ga najdemo? Povej nam! Koliko denarja bi mi dali, če vas pripeljem do njega? Ti nas boš peljal k njemu? Vem za neki vrt, kamor posebno rad hodi molit. Na, tu imaš 30 srebrnikov. Pazi, da boš držal obljubo. Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo velikonočno jagnje? Pojdita po tej cesti naprej. Srečala bosta človeka z vrčem vode. Sledita mu. In v hišo, v katero bom stopil, recita hišnemu gospodarju, učenika jo je poslal, se želi jesti velikonočno jagnje v tvoji hiši. Pokazal vam bo veliko obednico. Tam nam pripravite. Bratje, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, če bo med vami ljubezen. In preden grem v trpljenje, želim storiti še zadnje dejanje. Dovolite mi.
kaj sem vam storil? Vi me kličete učitelj in gospod. In prav pravite se, kdo sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali prav tako. Kako sem želel z vami jesti to velikonočno jagnje. Te večerje ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu. Moj čas je dopolnjen. Vzemite in jejte. To je moje telo, ki se daje za vas. Vzemite in pite iz tega kelika vsi. To je namreč kelik moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Bratje, resnično povem vam, še nocoj se boste vsi pohujšali nad menoj. Kakor je pisano, udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile. Prav se bodo vsi pohujšali, se vendar jaz ne bom. Peter, to noč, nocoj, preden bo peteli dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil. In ko bi bilo treba umreti s teboj, te ne bi zatajil. Ne samo to, eden izmed vas me bo izdal. Jaz? Prav to ne moram jaz. Ta, ki pije iz kelika, me bo izdal. Sin človekov namreč gre, kakor je pisano. Toda gorje tistemu, ki me bo izdal. Bolje bi bilo zanj, da se ne bi rodil. Bratje, pojdimo. Ostanite tukaj. Sam pojdem molit.
duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in čujte. Oče, tebi je vse mogoče. Naj gre ta kelih mimo. Ne, kar hočem jaz. Ne se zgodi, kar hočeš ti. Naj se zgodi tvoja volja. Simon, spiš. Nisi mogel ene ure čuti z menoj? Čujte in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je voljan, a meso je slabotno. Čas se je dopolnil. Nastopil je čas, ko bo sin človekov izročen v roke grešnikov. Tistega, ki pokažem, tistega primite, vendar previdno. Učitelj, Name ste prišli s koli in z biči, da bi me prijeli tu na Olski gori. Vse dneve sem učil v templju in me niste prijeli. Tudi spomniti se mora pismo. Čemu ste mi pripeljali tega človeka? Govoril je, jaz bom podaril ta tempelj, ki je bil narejen z rokami, in postavil novega v 3 dneh, ki ne bo narejen z rokami. Bogokletneš. Lažnivec, lažni mesija! Ne boš nič odgovoril, kar zoper tebe pričajo. Ti si Kristus, sin blagoslovljenega? Ja sem. In videli boste sina človekovega sedeti na desnici Boga in priti v Božjo slavo. Kaj nam je še treba prič? Slišali ste bo okletje? Odvedite ga. tudi ti si bil z Jezusom Nazarečanom. Ne vem, o čem govoriš. Ta je eden izmed njih. Ne, niso. Seveda si bil, saj si tudi ti Galilejec. Ne vem, o čem govorite, ne poznam tega človeka, še nikoli ga nisem srečal.
kralj. Sam tako praviš. Kakšno hudodelstvo je storil ta človek? Ljudje pravi, naj ne plačujejo davkov cesarju. Pravi, da je Mesija, naš kralj. Pujska ljudi, vse od Galileja do Judeje. Zbava napolnike. Nič ne govoriš. Glej, koliko reči te tožijo. Pilat je za praznik vedno izpustil enega jetnika, za katerega so ga prosili. Bil je nekdo z imenom Baraba, zaprt z drugimi zaporniki, ki so v uporu izvršili umor. Hočete, da izpustim judovskega kralja? Kaj naj torej storim judovskemu kralju? Kaj je vendar storil? Nobenega razloga ni, da bi mu sodil. Vašega kralja naj križam? Glejte, drug si umijam vso krivdo. Smrtjo tega človeka nimam nič upraviti. Odpeljite ga!
prišla 6. ura, je po vsej zemlji nastala tema do 9. ure. Ob 9. uri je Jezus zaklical z močnim glasom. Eloi, Eloi, lama sabatari. Kar pomeni, moj Bog, zakaj si me zapustil? Glejte, Elija kliče. Zakajmo, ali pride Elija in ga sname s križa? To pomni me. Resnično, ta človek je bil Božji sin. Gospod z vami. Blagoslovi in varuj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
da se ljubimo med seboj. Potem bodo spoznali, da smo njegovi učenci. Danes bomo odšli domov, jutri se bomo še enkrat spominjali, kako je šel Gospod na križ, ker nas je imel rad, ker je želel zadostiti vsem našim grehom. V soboto bo tišina, Gospod bo ležal v grobu. Nesli bomo žegno, varali boste pirke, pekli petice in pripravili vse za velikonočni zajtrk, ko bomo jedli blagoslovljena živila, blagoslovljene pirke, meso, ki nas bodo spominjali na tole trpljenje Jezusa Kristusa. In hkrati v nedeljo se bomo veselili, da je Gospod vstal, da je Gospod premagal smrt, da Gospod živi in da bomo nekoč, če bomo spomnjevali njegove zapovedi, se tudi mi v nebesih veselili z njim. Želim vam blagoslovljene praznike, lepe, ugasnite televizije, posvetite se drug drugemu in se spomnite na zapoved, ki nam jo je dal Jezus, da se ljubimo med seboj, da se imamo radi tukaj v šoli, da se imate radi doma, s vašimi starši, brati, sestrami, starimi starši, strici, tetami. Skratka, da spomnimo to zapoved, ki nam jo je dal Jezus. Zdaj vam bodo apostoli, ki so igrali apostole, ko boste odhajali, dali vsakemu še eno podobico, na kateri je molitev, ki jo boste prebrali, pa kar vas zadolžimo, da boste vi to naredili, boste prebrali pred velikonočnim zajtrkom, da bo Gospod blagoslovil še enkrat te darove. Vsem, ki so nastopali, se lepo zahvaljujem, vam pa želim blagoslovljeno veliko noč.